tokrat o enem najbolj spregledanem, recimo marketinškem orodju za vse, ki s svojim znanjem ustvarjate spremembe pri ljudeh, skratka za vse coache, mentorje, izobraževalce, vse, ki izvajate različne delavnice. Skratka, gre za eno orodje, ki je v spletnem svetu, v spletni obliki najbolj spregledano, stane pa praktično nič evrov oziroma je dostopno zelo, nizkocenovno oziroma praktično zastonj. Zdaj, če se še ne poznava, sem Marija Maruša Jovanovič, Maruša na kratko in tudi čisto ena kratka predstavitev. Skratka, pomagam od oblikovanja ponudbe do kreiranja online programov, skratka spletnih tečajev in podobno. Pomagam pri gradnji spletne prisotnosti, ene take pristne spletne prisotnosti in pa pomagam pri vzpostavitvi prodajnih oziroma spletnih prodajnih poti in učilnic oziroma po domače rečeno nudim platformo, kjer lahko v bistvu promovirate, prodajate, kreirate svoje tečaje in druge programe. Evo, zdaj pa v bistvu to najbolj spregledano orodje, marketinško orodje, pravzaprav predstavlja en tak recimo most med objavami in pa med našo ponudbo. To se pravi med tem, kar mi počnemo na spletu, od tega, da objavljamo na socialnih omrežjih, da mogoče naredimo kakšen YouTube video, da pišemo kakšne bloge in podobno, in pa med tem, da mi dejansko prodajamo. Ja? Ker namreč obstajajo 3 faze od tega, ko nas ljudje, jaz rečem, zaznajo, do takrat, ko dejansko kupijo. Ja? To se pravi, 3 faze so, in sicer prva faza je, da nas sploh zaznajo. Torej, ko mi objavljamo na socialnih omrežjih, ko mi posnamemo kakšen YouTube video, ko pišemo blog in podobne zadeve, ali pa tudi, ko se konec koncev kje pojavljamo na drugih podcastih ali pa tudi konec koncev v nekih klasičnih medijih, gre za to, da nas ljudje zaznajo. Takrat prvič sploh pravzaprav vidijo nas mogoče prvič, slišijo mogoče prvič oziroma prvič zaznajo, s čim se mi sploh ukvarjamo. Zdaj pa, da lahko pravzaprav mi pridemo do tistega, da jim nekaj prodamo, je vmes ena faza, in sicer, da nas bolje spoznajo. Torej, prva je bila zaznajo, druga faza je, da nas bolje spoznajo. Spoznajo je faza, ko pomeni, da nas pravzaprav sploh razumejo, kaj jim ponujamo, oziroma včasih niti ni potrebno, jaz včasih sploh bom rekla s kakšnimi, ki imajo mogoče majčkeno bolj take tematike, ki niso toliko močno otipljive, ne, rečem, saj ni nujno, da nas čisto razumejo v nulo, ampak da začutijo, da kje jim lahko pomagamo oziroma pri čem jim lahko pomagajo. Ne? In to je ta faza spoznajo, ki je pravzaprav potem most do faze, kjer znajo. Faza znajo je pa v resnici faza, no, jaz sem uporabila besedo znajo, zato da pač ponazorim, da je to pa tam, kjer se pač stvar implementira. Zdaj bodisi ali je to neka stvar, ki jo morajo znati oziroma ki jo potem znajo narediti sami, ali pa da pridejo do neke rešitve oziroma pač ja, do neke rešitve, ki jo pravzaprav vi ponujate. Tako da, most, to o čemer govorimo, torej ta tako imenovan uvodni spoznavni program je torej most med tem, ko nas ljudje zaznajo na socialnih omrežjih in v drugih učnih momentih, do tega, da nas spoznajo, torej ta uvodni spoznavni program nagovarja to vmesno pot, do tam, kjer znajo, kjer implementirajo torej to znanje oziroma vse te zadeve v neko praktično rešitev. Ok. Skratka, uvodni ali spoznavni program. Zdaj, jaz sem včasih, tisti, ki ste z mano malo dlje časa že, ki me spremljate dlje časa, veste, da sem temu včasih rekla promo program, pa sem se želela zdaj majčkeno bolj distancirati od te besede promo pa promocija, ker v resnici gre za en tak uvodni program, kjer mi pravzaprav našega potencialno stranko, to se pravi, recimo, da je to nekdo, ki nam sledi na socialnih omrežjih ali pa nas je nekje zaznal, niti ne nujno samo na socialnih omrežjih, da ga pripeljemo do tega, da nas bolje spozna. In to je tako, bom rekla, en vrste uvodni program, kjer ga pač preko nekega takega uvoda peljemo. Zdaj pa tisto, kar je tukaj pomembno. V marketinškem žargonu se te zadevi reče običajno lead magnet, torej nekaj, s čimer pritegnemo ljudi. Je pa razlika, no, bom rekla, zdaj lead magneti včasih, to smo v preteklosti, so to bile lahko, ne vem, neke knjižice, neki PDF vodiči, mogoče samo en kratek video in tako naprej. Več, ko je ljudi na svetu, ko je ljudi na spletu, več, ko je ponudbe na spletu in vsega tega, pač postajajo, bom rekla, tudi naše potencialne stranke majčkeno bolj, kako rečem, strateške, kar se tega tiče, kam se bojo opisale, pa kaj bojo brezplačnega pogledale, pa tako naprej.
Tako da tukaj, ko govorimo o tako imenovanem uvodnem oziroma spoznavnem programu, gre za en tak, bom rekla, lead magnet, ampak z dodano vrednostjo. Ja? Skratka, to je premišljen program, kjer mi res bom rekla, skozi neke določene faze peljemo človeka do tega, da nas bolje spozna in da pride, da mu tudi lahko predstavimo pravzaprav našo ponudbo in da sploh razume, kaj s to ponudbo mu pomagamo oziroma pri čemu pomagamo. Tukaj bi rada res poudarila to, da ne gre samo za lovljenje kontaktov. Ja? Marsikateri coach, mentor, izobraževalec ima odpor do tako imenovanih lead magnetov, raven zaradi tega, ker ima občutek samo, da gre za neko, bom rekla, lovljenje kontaktov, ljudje nam tam ne dajo, pa jih pa začnemo spamati z našo ponudbo. Ne, tukaj gre res za, bom rekla, premišljen program in ne samo za lovljenje kontaktov. S takim programom, torej z uvodnim spoznavnim programom, rešujemo v resnici dve dost zanimivi zadevi. In sicer, ena zadeva je, da je dostikrat to, da ljudje ne vejo, česa ne vejo. Skratka, ljudje se ne odločajo za sodelovanje z nami, ker morda še ne razumejo čisto, v čem je vsa poanta, kaj se z njimi dogaja, oziroma kaj se dogaja, kaj je tisto, kamor jih mi peljemo. In skratka, odpiramo tiste vidike, česa oni ne vejo, da ne vejo in kako jim potem pač pri tem pomagamo. Druga stvar, ki jo pri tem rešujemo s tako imenovanim uvodnim oziroma spoznavnim programom, je pa 22 poglobljenih stikov z nami. Ja? Ko sem sama začela v letu 2018 svojo samostojno potjo, je veljalo eno pravilo, da ljudje potrebujejo, preden začnejo z nami sodelovati, mislim, da je bilo takrat 7 kontaktov, 7 stikov. To se pravi, to so stiki, bom rekla, taki poglobljeni stiki. To se pravi, da nas ljudje 7-krat vsaj za, 5-10 minut slišijo, vidijo, razumejo, zakaj gre. Ja? Danes, ko tole snemam, je 2026, je ta številka 22. Torej 22-krat nas morajo dobesedno bolj poglobljeno spoznati. To ni ono, da sami malo v storiju nekaj pomahamo ali pa da objavimo tamle eno lepo slikco našo na Facebooku, ampak dejansko poglobljenih stikov. Da nas bolje spoznajo tudi kot osebo in ne samo v bistvu, tukaj ne gre samo za to, da nas spoznajo strokovno, ampak tudi v bistvu tudi kot osebo. Skratka, te uvodni spoznavni programi torej pripeljajo ljudi, tako jaz rečem, v naš svet in pač, da tudi nas spoznajo. Tako da v bistvu torej uvodni spoznavni program je ena od stvari, ki jo mi delamo kot, bom rekla, del faze aktiviranja v spletnem mapu. Spletni map je marketinški akcijski partner oziroma lepše mu rečem tvoj zemljevid ustvarjanja pristne spletne prisotnosti in tam je ena od ključnih stvari, ki jo naredimo, je tako imenovan uvodni oziroma spoznavni program, zato da ljudje sploh pridejo v ta naš svet na spletu. Ja? Je pa to zdaj za tiste, ki pač še niste mogoče pripravljeni iti v en tak celoleten program, je pa to tudi ena taka ločena samostojna e-delavnica, ki bo na voljo prav v juliju, tako da v bistvu, če tole gledaš v realnem času, julija 2026, te vabim, da pogledaš in se nam pridružiš na delavnici, kjer bomo to v praktično 90 minutah tudi en tak uvodni spoznavni program dejansko zgradili. Evo, zdaj pa še gremo mečkam bolj v globino. Da razložim, kaj pravzaprav je tista, kako rečem, napaka, tipična napaka, ki se dogaja, ko mi objavljamo na socialnih omrežjih in potem, ker pričakujemo, da ljudje skočijo v našo ponudbo. In potem, ko se to nekaj časa ne zgodi, dobimo občutek, da stvari na spletu ne delujejo. Ampak tisto, kar je poanta zadaj, to je tisto, kar se nekaj pred česar ne veš, da ne veš, morda je to, da imamo na spletu 3 vrste ljudi. Ja? Ena vrsta ljudi so tisti ljudje, in ta majhna skupinca ljudi, so ljudje, ki so že pripravljeni na nakup. Oni že točno vejo, kakšno rešitev potrebujejo, vejo, kaj je njihov problem oziroma vizija, ki jo želijo uresničiti, in v resnici iščejo morda samo nekega mentorja oziroma pravo osebo, pravo delavnico, pravi program. Ja? Tako da, ko mi ustvarjamo na socialnih omrežjih ali pa na YouTubeu, na blogu ali kakorkoli naše objave, v bistvu, in če te objave vodijo direktno k prodaji, direktno k ponudbi, v bistvu mi nagovarjamo s temi objavami
en mali delež ljudi, tam pod 10%, 7-8% recimo, da je ta številka ljudi, ki so že pripravljeni na nakup in so v tisti fazi, da v bistvu pravzaprav se rabimo mi sam pred njimi pojaviti in bojo kupili. Ja? Če je to dosti velika masa ljudi, nam to tudi zagotavlja, bom rekla, en tak lep in dolgoročen oziroma en tak stabilen dohodek. Druga težava je pa to, če ta masa ni dovolj velika, ne? Ker namreč imamo pa na spletu veliko večjo maso, kot tista prej, ki smo rekli, imamo drugo skupino ljudi, ki so pa ljudje, ki še niso v fazi nakupa. To so pa ljudje, ki morda v tej fazi niti še ne vejo, česa ne vejo, niti ne vejo v bistvu, morda niti ne vejo, kaj je točno njihov problem, oziroma niti ne vejo, kaj je točno rešitev, oziroma morda ne poznajo vseh stvari v ozadju. In tukaj v bistvu pridejo prav te uvodni spoznavni programi, ker namreč, bom naslednjo točko se dotaknila, dostikrat mi v tej fazi ljudi povabimo na brezplačen spoznavni klic, ki pa ni prava rešitev. Ne? In se potem čudimo, zakaj ljudje ne pridejo na brezplačne klice, ker jim manjka en umesen korak. Ja? Skratka, to je velika masa ljudi, ki nas morda zazna na socialnih omrežjih, še ne ve, kaj bi z nami počela, so pa verjetno pripravljeni nekega dne to kupiti. Ne? Zakaj tudi velikokrat rečemo, lahko zasledimo, ker ljudje rečejo, sem te spremljala po 1 leto ali pa 2, preden sem se odločila za sodelovanje, sploh če je sodelovanje večkrat višje cenovno ali kaj takega. Tako da, to je druga skupina ljudi in z uvodnim spoznavnim programom pravzaprav nagovarjamo to veliko ciljno skupino, to veliko skupino ljudi, ki torej na eni strani še ni pripravljena na nakup, po drugi strani pa je pripravljena, da morda nekega dne se odloči za sodelovanje z nami. Potem imamo pa še tretjo skupino ljudi na socialnih omrežjih in tako naprej, ki pa je v bistvu spet majhna skupinca. To so pa ljudje, ki nikoli ne bojo od nas kupili. Ja? Zakaj? Zato, ker v bistvu, ne vem, to morda že znajo, nimajo težav s tem, ali pa jih to sploh ne zanima. Ta ciljna skupina, oziroma ta skupina, ni ciljna skupina, ampak to je skupina ljudi, torej na spletu, ni nujno, da jih naše vsebine, oziroma da niso, bom rekla, jaz jim rečem, da so lahko potencialno naši ambasadorji. Ja? To so ljudje, ki najbrž nikoli od nas ne bojo nič kupili, tudi verjetno ne bojo šli v tak spoznavni program, ker jih to ne zanima. Bojo pa morda občasno nekaj od nas slišali in mogoče tam ko se pogovarjajo, jaz se včasih pohecam, to lahko neka babica, ki malo sledi tam nekakšnim objavam o vzgoji otrok, ne, in polkrat na nedeljskem kosilu nanese debata o kakšnem nevzgojnem, oziroma kakšna vzgojna debata, reče, jaz pa poznam unole, ne vem, XY osebo, daj malo poglej, mogoče pri njej, če bi te zanimale te vsebine. Ja, tako da to v bistvu, ko v bistvu s temi spoznavnimi vodnimi programi se torej dotikamo tiste velike ciljne skupine na spletu, ki bi jo sicer zgrešili. In tukaj v bistvu pravzaprav pridemo do tega srža problema, ko nekateri rečejo, ja, saj jaz v bistvu objavljam, ne, pa vabim ljudi, da ne pridejo na brezplačen klic, pa na brezplačno ne pridejo k meni, pa tako naprej in ne pridejo. Ne, in se nič ne zgodi. Ali pa jim rečem, pišite mi v zasebno sporočilo, pa vam bo, ne vem, karkoli že, pa se nič ne zgodi. To je zato, ker nagovarjamo torej ljudi z brezplačnimi spoznavnimi klici. Brezplačni spoznavni klici so v bistvu ponavadi, jaz rečem, predprodajni klic. To je faza, ko človek že v resnici ve, kaj želi, kaj si želi, kje želi, ampak samo preverja, išče pravo osebo, pravega mentorja ali pa pravi način sodelovanja. Ja? Pač pod pravi način sodelovanja mislim pač tak, ki ustreza njemu. To se pravi nek program ali neko individualno zadevo ali karkoli. Skratka, brezplačni spoznavni klici, zakaj? To se pravi, če si v fazi, da ti brezplačni spoznavni klici ne delujejo, da ti na veliko vabiš ljudi, ne? Pa si rečeš, pa sej je brezplačen klic, ne? Zakaj pa ne pride? Zato, ker verjetno je v tisti veliki skupini, ki sem jo prej omenila, torej ni med tistimi, v tisti mali skupini, ki je že pripravljena na nakup in samo išče pravi način, ampak je v tisti večji skupini, ki ne ve še čisto točno, kaj bi, kako bi, in pravzaprav tukaj ta uvodni spoznavni program rešuje točno to zadevo. Mimogrede, preden nadaljujem, veliko to pozabim reči, ampak vem, da zelo dobro deluje, namreč prva stvar, če so ti takele vsebine všeč, če želiš več vsebin, bolj teh poglobljenih vsebin v zvezi s spletno prisotnostjo, kreiranjem tečajev in tako naprej, se naroči na kanal, pa ne pozabiti prižgati zvončka, to pomeni, da boš potem obveščen o nadaljnjih vsebinah. In pa ful bom vesela, če všečkaš zadevo, sicer se pohecam, da všečki ne kupujejo oziroma ne plačujejo računov,
ampak spodbudijo pa algoritme in ta kanal naredijo potem večkrat bolj dostopen širši skupnosti. Dajva še par besed nazaj o uvodnem spoznavnem programu. Zdaj, uvodni spoznavni program smo rekli, je tako imenovan lead magnet, in če si pač že vsaj nekaj časa, bom rekla, v teh marketinških vodah oziroma večkrat teh podjetniških vodah, poznaš lead magnet kot nekaj, kar smo včasih dali, mogoče neko brezplačno knjižico, nek PDF vodič ali karkoli, ne. Tudi e-knjigice, pač e-knjigice in vse te zadeve so bile popularne. Zdaj, sicer, ne, tak uvodni spoznavni program lahko štarta z nekim PDF dokumentom, neka knjižica ali karkoli ali kakorkoli. Lahko tudi štarta z nekim mini posnetkom, ne, recimo rečeš, da se prijavijo pa dobijo neko kratko meditacijo ali kaj takega, skratka neka zadeva, ki je, bom rekla, konkretno in oprijemljiva. Gre pa za to, da v bistvu mi se potem majčkeno bolj poglobimo noter, ne, to se pravi, ljudje, smo prej rekli, 22 stikov poglobljenih rabijo z nami, preden se sploh odločijo za tako sodelovanje. To zdaj ne pomeni, da bomo mi zdaj 22 dni pošiljali neke maile ali pa karkoli, ali pa 22 videov naredili ali pa karkoli, ampak gre predvsem za to, kaj temu PDF vodiču oziroma kaj temu mini posnetku še sledi, ne, ker če smo mi samo človeku dali nek PDF vodič, pa v njem, ne vem, opisali neko vajo, pa je on nikoli ni izvedel ali pa ni razumel, kaj se v ozadju dogaja ali pa zakaj tako vajo rabi, v bistvu nismo dodali nobene vrednosti, nismo ni naredili nič, kot spet samo to, da smo dali nekaj, kar se nam je zdelo fino, nam v fazi, ko vemo, česa naši udeleženci ne vejo, oziroma česa naše potencialne stranke ne vejo, se nam je zdelo ful dodana vrednost, da mu damo nek PDF vodič, neko vajo, on tisto vajo naredi ali pa tudi ne in potem pravzaprav spet obvisi in obtiči v zraku. Tako da pomembno pri teh uvodnih oziroma spoznavnih programih je, kako so vsebinsko zastavljeni, da res damo vrednost, da res v bistvu jih popeljemo v neke, kako nečem, globine, ampak da pa ne gremo preveč globoke globine, ja, to se pravi, da ne ostanemo zdaj samo na neki površinskosti, da smo jim dali nek vodič, nek video ali pa karkoli in pol pač jih pustimo gole in bose, torej da gremo v neko vrednost, v neko, bom rekla, neko spoznavanje bolj z našo vsebino, ne pa da gremo preveč v globino. Pa ne zato, jaz se dostikrat poklicam, ne zato, da mi ne bi hoteli dati te globine ali pa da ne bi hoteli preveč povedati ali pa ne vem karkoli, ne, ampak gre predvsem za to, da ko so ljudje v tej fazi spoznavanja neke določene tematike, neke določene vsebine, je poanta v tem, da preveč globine lahko zmede, ja, to se pravi, če gremo pregloboko, če povemo preveč, ne, je lahko to v bistvu odvrne človeka, ker v bistvu pride do tiste faze, kjer je dobesedno preobremenimo možgane, no, ne vejo več kam naprej, pa kaj to postaviti. Zdaj izvedbeno, druga stvar je pa pomembna, kako ta uvodni oziroma spoznavni program izvedemo. Tukaj bi jaz res poudarila, to ni nek, ne vem, 3, 4, 5, 6 dnevni brezplačen izziv, pri čemer pa vseeno lahko ta format, ki se ga naučimo delati, ko pripravljamo ta uvodni spoznavni program, lahko uporabiš tudi, če delaš 3, 4, 5 dnevne izzive. Zdaj, kaj je razlika med 3-dnevnim, bom dala 3-dnevni brezplačen izziv, lahko je 4, lahko 5, in tem uvodnim spoznavnim programom. Prvič, izvedbena razlika je v tem, da ljudje ne rabijo biti, niti naši udeleženci, niti mi ne rabimo biti v nekem času skupaj. Skratka, to ne gre, uvodni spoznavni program je stvar, ki je pravzaprav na voljo 365 dni, 24 ur na dan, skratka, ljudje lahko takoj, ko so nas nekje zaznali, nas lahko tudi spoznajo. Ne rabijo čakati, ne vem, 2-3 tedne ali pa celo 2-3 mesece, da imamo nek mi spoznavni program, v tem času so pa oni zdaj že odšli na tamle v ChatGPT ali pa na Clauda, pa že AI-jajo, ne, pa dobivajo rešitve, ali pa so odšli k naši konkurenci, ki pa mogoče tak program ima, ali pa ki ima mogoče trenutno ravno nek brezplačen izziv, ki bo v kratkem potekal, ne. Skratka, ulovimo, danes je tudi ta, ne, zdaj taka malo besedna zveza, ampak ulovimo ljudi v fazi, ko so zainteresirani za te zadeve, ko so, takrat, ko je bilo to aktualno, ne, vemo, da pač stvari na socialnih omrežjih in tako pač hitro izginejo, čez 2-3 dni morda se jim mi sploh ne bomo več pokazali na socialnih omrežjih in podobno, no, skratka, v fazi, ko smo pri ljudeh vzbudili nekaj zanimanja, ko smo mi ravno vrgli, bom rekla, kost, potem jih pa pustimo bose in žejne, ali kako smo že prej rekli, ne, namesto da bi jim dali naslednji korak. Skratka, tak program, torej vodni, spoznavni program,
je dejansko, bom rekla, jaz mu kar rečem, da je program, ker pravzaprav pelje skozi od neke točke A do neke točke B, seveda, tako kot smo prej rekli, ne gremo v blazne globine. Je program, torej, ki je na voljo 24 ur na dan, kadarkoli, 365 dni in je posebej primeren tudi za tiste, ki ne delate klasičnih, to se pravi, stvari, ki se odpirajo, ne vem, enkrat na x mesecev, ne, ker brezplačni izzivi so dostikrat primerni za tiste zadeve, kjer je točno v določenem času gremo morda skupinsko skozi neki program ali pa kadar želimo nekaj lansirati, ne vem, vsake 3 mesece mogoče naredimo en malo večji boom za, ne vem, promocijo kakšnega tečaja ali pa kaj takega, pa pač uporabimo ta sistem 3, 4, 5-dnevnega brezplačnega izziva. Ta uvodni spoznavni program je pa še toliko bolj pomemben za tiste, ki upravljate neko mogoče svetovalno delo, mentorstvo in za take zadeve, ki so praktično na voljo ves čas. Ja? Mi ne čakamo, da bomo imeli naslednjo skupino ljudi, da se nam nabere, ne vem, 5 ljudi v mesecu za mentorstvo, čez 5 mesecev, ampak zdajle, ne, pač ves čas kontinuirano. In tak program pravzaprav omogoča to, da smo, bom rekla, da se postavimo pred oči naših udeležencev, potencialnih strank, in smo ves čas pravzaprav na voljo z nekim takim spoznavnim programom, kjer gremo bolj v globine tega, kar jim pravzaprav nudimo in pri čemer jim pomagamo. In najboljše pri teh uvodnih oziroma spoznavnih programih je to, da se jih da narediti hitro. Ja? Praktično v parih urah ali pa recimo, če majčkeno bolj na easy delamo, imamo v enem tednu tak program pripravljen in tak program, smo rekli, potem za nas lahko deluje tudi 1 leto ali celo 2. Če pa je karkoli za popraviti, ga pa tudi naredimo na tak način, da se ga dosti da enostavno popraviti, skratka ne rabimo iti, ne vem, 3-dnevnega programa ne rabimo iti, ne vem, nekega celega programa še enkrat snemati in pripravljati, ampak lahko popravimo samo določene koščke. Ko smo že pri produkciji, produkcija tudi ni draga, skratka v bistvu vse, kar potrebujemo, je v bistvu spletna kamera, zato da se posnamemo, v skrajnem primeru telefon, če nimamo spletne kamere, in pa praktično list papirja in svinčnik, zato da zadeve spišemo in pripravimo. Še mimogrede, za tiste, ki vas je strah snemanja oziroma ki vas je strah nekega izpostavljanja, je tak program tudi super zadeva, ker pravzaprav mi z našim videom se pojavimo šele noter, ne. To se pravi, ne gre za neko javno pojavljanje na socialnih omrežjih, ampak gre za to, da mi ljudi iz socialnih omrežjih in iz drugih kanalov spletnih pripeljemo v ta naš program, kar pomeni, da nas vidi manjši krog ljudi in predvsem tisti krog ljudi, ki je res zainteresiran za take vsebine, ne. Skratka, noter, vsaj meni se še ni zgodilo v 8 letih, ko take programe kreiram, da bi noter dobili neke trole, ki nas napadajo ali pa ki pridejo noter za brez veze. To so ponavadi dejansko ljudje, ki so že naša potencialna ciljna skupina. Zdaj pa še ena stvar v zvezi s temi uvodnimi oziroma spoznavnimi programi. Dostikrat ljudi majčkeno zaštopira, mogoče ste ga celo sami že probali narediti na kakšen tak svojstven način in tako naprej, pa jih zaštopira da ni popoln ali pa da, ne vem, ne veš, kaj noter dati. Zdaj, jaz konkretno v svojih programih, torej konkretno na tej delavnici, ki sem jo omenila, ki bo julija 2026, če to gledaš v realnem času, oziroma v posnetku, ki je ves čas na voljo v mojem programu Spletni map, torej marketinški akcijski partner oziroma zemljevid do svoje spletne prisotnosti. Jaz sicer peljem na tak način skozi, da vas vsebinsko peljem, kaj točno noter dati, zato da je usklajeno z vašo celotno filozofijo. Ker namreč tak uvodni oziroma spoznavni program ne prodaja enega specifičnega programa. Skratka, mi z njim ne delamo tako kot na 3-dnevnih ali 4 ali 5-dnevnih brezplačnih izzivih, kjer imamo fokus na en program, na lansiranje enega programa. Tukaj imamo fokus, tukaj imamo pravzaprav, tukaj gre za predstavitev nas celostno, ja. V tem smislu, to se pravi tudi pač naše različne raznovrstne ponudbe. In tukaj je pač treba imeti majčkeno bolj smiselno narejeno, čez kaj jih peljemo, zato da pravzaprav pokrijemo celo to na ta naš aspekt ponudbe, torej vsega tega, kar mi počnemo. In tukaj res želim poudariti, marsikdaj prvi ne bo perfekten. Tudi vmes, recimo vsake toliko časa, jaz recimo na par mesecev popravim oziroma naredim mogoče novega, mogoče probam iz neke druge smeri priti ali kakorkoli. Čeprav moj najboljši program, tak uvodni spoznavnik, ki mi je tudi prinesel največ strank, je deloval, pravzaprav sem ga imela več kot leto. Mislim, da skoraj leto pa pol, preden sem ga zamenjala.
Zamenjala sem ga, recimo, pač neka moja izkušnja, zamenjala sem ga z enim, ki ni bil dobro zastavljen, ki majčkeno sem ga potestirala, kako deluje majčkeno drugačna oblika in tako naprej, ki ni bil čisto usklajen in tako naprej. Ne gre za to, da bi delali tukaj perfekten program, gremo predvsem v to, da ti pokažem smer, da ti pokažem pot in tudi ta tehnični aspekt, kako se tega lotiti in potem v bistvu lahko kadarkoli popraviš, karkoli gre narobe oziroma karkoli morda v nekem trenutku ni več usklajeno s tabo. In v bistvu je tak program potem res lahko deluje, se pravi, ko samo popravljamo določene zadevce, lahko za nas deluje praktično leto ali tudi 2. Ja. Še ena stvar s tem programom, s takim programom, uvodnim spoznavnim programom, ki nam jo prinaša, je pa to, da je potem lažja tudi komunikacija na socialnih omrežjih in na spletu, sicer na spletnih kanalih. Ker imamo most za tiste, ki še niso za nakup. Ja. Torej, ta program, uvodni spoznavni program, predstavlja most med tem, da se mi pojavimo na spletu, pa rečemo, lej, jaz imam pa tole za kupiti, in ta oseba v tistem momentu tega ne kupi, ker ne čuti, da je že pripravljena na nakup, hkrati jo pa mi majčkeno, jo pa zanimajo naše zadeve oziroma to, kar ponujamo, oziroma to, kar rešitev, ki jo ponujamo, vendar to še ni nakup. Skratka, v tem primeru postane naš uvodni oziroma spoznavni program most za tiste, ki še niso za nakup in pravzaprav potem tudi olajša to komunikacijo, ker ni potem več, mislim, to prodajno komunikacijo, ker ni tako vsiljiva, ker je potem lažje povabiti človeka, okej, če še nisi za nakup, pa se dajva najprej spoznati. In še ena stvar, za tiste, ki se morda bojite, da s takimi programi izdate svojo vsebino, ali pa greste preveč v globino. Zdaj, mimogrede, tako kot sem že omenila, jaz vas popeljem na ta način, da ne gremo preveč v neko, dobesedno, da ne kopiramo svojih programov, ker to nima neke dodane vrednosti za ljudi, ki nas šele spoznavajo. Hkrati je pa, gremo ravno dovolj globoko, da pri ljudeh naredimo, ozavestimo tisto, česar še ne vejo in da ne vejo, da ne vejo. In to je tisto, kar se včasih mogoče kdo ustraši, pa bojo pa že vse zvedeli, pa bojo pa vedeli, ja, ampak je potem boljše, da zvejo, prvič slišijo od vas in vam sledijo in si vas zapomnijo, kot pa do tisti fazi, ko ste jih vi na Facebooku ali pa Instagramu samo majčkeno jim vrgli kost, potem grejo pa raziskovati na AI ali pa k vaši konkurenci. Tako da, če poslušaš tole v realnem času, torej julija 2026, povabljen, da se mi pridružiš na kratki 90-minutni e-delavnici, kjer gremo čez ves ta proces, da postavimo en tak uvodni spoznavni program. Še enkrat, kot rečeno, sama produkcija, razen tega, da rabiš spletno kamero ali telefon, te ne stane praktično nič. Poleg tega rabiš potem samo še email marketing sistem. Če imaš spletno stran, super, izkoristimo še tisto, drugače da pa praktično narediti dobesedno zastonj oziroma brezplačno. In to jaz se večkrat pohecam, pa ni hecam, ampak je res, da nas več stane to, da tega programa oziroma takega načina promocije ne izkoristimo, kot pa to, da si vzamemo tiste 3-4 dni časa in to zadevo dejansko postavimo, pripravimo in damo na splet.